19. maja sta v prostorih občine Cankova župan Danilo Kacjan in direktor podjetja GDO d.o.o. iz Gornje Radgone podpisala pogodbo o izgradnji novega vrtca na Cankovi. Pred samim slavnostnim podpisom je župan povedal: V prvi vrsti bom pozdravil direktorja GDO, gospoda Igorja Klemenčiča, ki bo tudi tisti glavni krivec oziroma tisti, ki bo na koncu dobil največje pohvale oziroma graje in kritike. V naši vrsti pozdravljam tudi nadzornika gospoda Mitja Žniroviča, ravnateljico osnovne šole Cankova, svetnika in tudi zadolženega za odbor za komunalne zadeve v občini Cankova, gospoda Čerpnjaka, direktorico občinske uprave, vse zaposlene, mediji, ki ste se odzvali na naše povabilo. Tako bom rekel, če bom skromen, bom rekel, da je to za Cankovo ena skromna pridobitev. Ampak mislim, da nimam biti v tej zadevi nič skromni, ker mislim, da je to za Cankovo ogromna pridobitev. Vrtec, ki ga v tem trenutku imamo, je bil grajen 1947. leta. Če bo ta novo zgrajeni vrtec služil temu namenu tako dolgo, kot je ta stari, bomo vsi na koncu zadovoljni. Mislim, da za eno malo občino Cankovo, ki danes z vse odgovornostjo trdim, da je lepa občina, da imamo kar nekaj stvari, ampak če ne bomo imeli materije prebivalcev, nam na koncu to nič ne pomeni. Jaz sem zelo vesel, da je tudi Ministrstvo za šolstvo in šport prisluhnilo naši vlogi. Res, da vseh parametrov nimamo, in ko me je minister vprašal, koliko imamo v šoli otrok in v vrtcu, sem najprej pomislil, ali naj povem pravo številko ali ne. Ampak sem gotovil, da če gre na Google, bo hitro pogooglal, koliko nas je. In je mi dejal, da osnovnega parametra nekje zaostajamo v Sloveniji, kar se tiče števila otrok. Smo rekel absolutno, da se strinjam za njegovo izjavo, vendar pa smo ga vprašali sledečo zadevo: če ne bomo naredili tega, še tega ne bomo imeli, kaj imamo danes. In v bistvu Slovenija ni samo mestne in primestne občine, tudi periferije, tako zvane, mislim, da so pomembni faktor za obstoj prelepe Slovenije. In da smo bili izbrani med toliko pa toliko ponudniki oziroma v Sloveniji, se moram tudi zahvaliti Ministrstvu za šolstvo in šport, vsem tistim, predvsem Jureta Kotnike, ki nam je tudi projekte izdelal in nam je pomagal pri marsikateri zadevi, in da danes na koncu lahko ugotavljamo, da bo investicija nekaj čez 1,4 milijon, kar je za eno občino Cankova ne majhen zalogaj, ampak sem prepričan, da vrtec ne delamo vsako leto, ampak da delamo dolgoročno in da predvsem na ta način poskušamo pridobiti, da mladi ostajajo v tem našem kraju, da tisti najmlajši, ko res prvič prestopijo neki šolski prag, ker danes sem se dostikrat bal v starih prostorih, ko smo imeli, sem že jaz imel težave pri hoji po tistih stopnicah in smo imeli srečo v nesreči oziroma res srečo, da se nikomu nič ni zgodilo. Bili so 4 ponudniki za izgradnjo. Izbrali smo najugodnejšega GDO iz Gornje Radgone, ki ga zastopa gospod Igor Klemenčič, ki tudi sedi zraven mene. Firma je iz Gornje Radgone, tako da daleč zadeva ni. Jaz sem tudi vesel, da smo našli investitora iz naše regije, Pomurja. Nadzornik prav tako prihaja iz Gornje Radgone. On bo pa tisti, ki bo del nad delom. On bo tisti, ki bo na koncu tudi najodgovornejši za to in tudi tisti, ki bo na koncu imel tudi največ lahko pohvali ali tudi kritik, ko bo zadeva končana. Ravnateljica, gospa Jolanda Maruško, je v imenu svojih zaposlenih in otrok povzela, kaj pomeni nova pridobitev na Cankovi za njih. Zagotovo je to eden pomembnih, če ne najpomembnejših dni v tem letu za nas. To je zelo velika pridobitev, ki smo si je resnično želeli in smo zato toliko bolj veseli in pa ponosni, da je danes prišlo do podpisa te pogodbe.
Še posebej hvala občini, županu, ki si je prizadeval, da smo na tem razpisu tudi uspeli, se je začutil naše potrebe, tudi našo prostorsko stisko, v kateri že ves čas delujemo. Prepričana sem, da delamo dobro in pa kvalitetno. Prepričana sem in zagotovostjo lahko rečem, da bomo tako delali tudi naprej, vendar mnoge dejavnosti, žal ravno zaradi prostorske stiske, nismo mogli razvijati v takšni meri, kakor jih bomo lahko sedaj in bomo lahko resnično sledili v celoti kurikulu predšolske vzgoje in pa celostnemu razvoju naših otrok. Nov vrtec na Cankovi predstavlja za samo občino tudi temelj razvoja obmestnih in obmejnih občin, saj s tem želijo zagotoviti mladim družinam prijazno in varno okolje za odraščanje. Če bo ta vrtec tudi dobil tisto vsebino, v katerem je 96 mest za otroke, in če bomo imeli 96, sem prepričan, da dolgoročno lahko zgradimo tudi telovadnico, katero tudi bomo, in bomo s tem zaključili eno celoto v občini Cankova in pokazali, tudi država v tem trenutku je pokazala, da verjetno ima malo interes podpirati tudi neke. Mi smo se potrudili, naredili smo maksimum in danes je podpisal slavnostne pogodbe o začetku gradnje, ki se začne z današnjim dnem. Investicija mora biti končana do 31.8.2022 in prav z novim šolskim letom 1. septembra 2022 bi naj bil ta objekt tudi predan svojemu namenu in sem prepričan, da bomo na koncu ugotovili, da trud ni bil zaman in da je bil dosežen svoj namen. Če bomo imeli 96 otrok v vrtcu in bomo ga dopolnili, pa bomo imeli tudi lažje argumente napram države in vsem ostalim, da zgradimo tudi novo telovadnico in tako zaključimo neko celoto prelepe Cankove. Gradnja novega vrtca na Cankovi, ki se je začela s podpisom pogodbe, je vsekakor zelo pozitivna novica v trenutnih časih. Upamo in želimo si, da bi bilo takih novic čim več.